Postopoma se bomo dejansko pričeli povezovati. Čeprav je povezava nekako bila pripeta mnogo prej, smo postopoma nekako umirjali tako predvsem telo, ki ga uporabljamo oziroma ki ga bomo sedaj pričeli v uporabo. Kakorkoli že, danes se bomo nekako malce drugače, na drugačen način povezovali. Tako da današnja delavnica ali druženje ali kakorkoli že to pozemeljsko imenujemo, bo res nekaj posebnega, predvsem v bazi razkritja in odprtja vaših oči, vaših misli, vašega domnevanja ali zaslepljenosti. Vendar najprej vas želim lepo toplo pozdraviti. Danes za ta čas sem nekaj časa v tisti poziciji ali v času povezovanja, ki bom vodil nekako to druženje tudi sam. In sem namreč Jahvet. Jahvet Jahvarjunski, Jahvet Visočanski, Jahvet Brahmanjurski, Jahvet Arkarjunski in pravzaprav Jahvet najvišjega prestola. Tukaj ob meni je pravzaprav tisti moj drugi del, oče vnebovzetstva, ali tisti, ki je nekako tudi glavni, da smo danes tukaj vsi skupaj zbrani. Jezus Kristus križani je pravzaprav tisti, ki v ozadju nekako še lebdi in se nam tudi čez nekaj trenutkov pridruži. Menjavali se bomo danes dokaj bolj pogosto, vendar hkrati bodo danes nekako v tej povezovalni niti predvsem vilinke, vilinskega stvarstva, angelini, angelinskega stvarstva, karkarjuni, arjuni, višji vladni in nekako tisti, ki vam bodo in bomo skupaj v veliki množici vsega dali in odprli svojega Kristusa. Kdo, kaj, zakaj? Vaša zaslepljenost bo odpeta skoraj da za vekomaj. Končno boste doumeli svojo zmoto, zaroto in pravzaprav zmedo. Kakorkoli boste sprejeli, doumeli, razvozlavali, sprejmite toliko, kot želite sprejeti, kot želite doumeti, kot želite dopustiti ali pa spustiti do svojega obličja. Na nikogar ne želimo apelirati, na nikogar ne želimo usmerjati ali izvajati branje uma ali razuma. Razkrivali, odkrivali in poudarjali, povedali vam bomo tisto resnico, ki je v ozadju z različnimi kodami ali zmotami, naklepnimi zarotami pravzaprav zakrita in končno tudi odkrita. Kdo sem, kdo sva, kdo so, kdo ste in kam pravzaprav greste. Kot uvodni pozdrav želim nagovoriti vse tiste, ki so danes v res veliki množici prišleki, vendar danes je odprto popolnoma celo stvarstvo. Predvsem pa je vaša zemlja, vaš svet, vaš planet popolnoma odprt in razodet. Tako da v ozadju so pravzaprav mnoga bitja, ki so zgodovinsko, novodobno z nami tudi povezana. Naj vas imena, nadimki ne motijo ali ne zmotijo. Vendar, ko boste pričeli povezovati smisle nekakšne zgodovinske dobe ali zmote, boste doumeli, od kod ste in kam greste.
Danes prevajamo iz rekordnih 892 različnih jezikov, tako da je morda povezava bolj počasna, vendar glede na to, koliko vsega je danes tudi tukaj pripetega iz drugih planetarnih ozvezdij, ki so z nami nekako povezani le v mesecu decembru in deloma le v mesecu januarju. Se pravi, imamo danes malce drugačno povezavo. Tako da lep pozdrav in res prisrčna zahvala vsem tistim, ki ste se odzvali in prešli in dopustili ali dopustijo in boste dopustili, da se določena razkritja oddajo. Ponižna zahvala za vso vašo milost in podporo. Anaha Santa, Paharata Tutu, Pirahata Santa, Firaha Suntu, Pirata Farhaso, Imaharasa, Firoto Kaparah Tinta, Ebahare Sanka, Hotosuto Pada, Bihanta, Bihanta, Bihanta. Jasaban. Ponižna zahvala se pravi nekako tako, kot sem jo predal. Sem se zahvalil tudi v arkantranskem jeziku, to so pravzaprav bitja luči in nemoči. Zaradi njih smo tukaj in ste tukaj in bomo še nekaj časa tukaj. Postopoma se bomo dejansko pričeli pogovarjati ali navezovati na temo, ki je danes res pomembna in velika. Naj vas ne motijo naše oči, občasno bodo odprte, občasno zaprte. Namreč določena bitja se bodo povezovala preko oči in z nami dejansko tudi sodelovala. Dotikali se bomo pravzaprav zgodovine, vendar še enkrat poudarjam. Sprejmite do sebe toliko, kot čutite, da je za vas prav, da sprejmete. Če vam katera razkritja ne bodo prišla do srca, do notranjosti vašega jedra in se ne želite strinjati z njimi, nič hudega, nič slabega za vas. To je vaša odločitev, vaša zmota, vaša zaobljuba ali vaša zarota. Kakorkoli že, nismo danes tukaj, da bi prepričali kogarkoli, vendar da bi sodelovali v različnem odkritju in razkritju. Dotikali se bomo najbolj pisane zgodovine, zgodbe, ki nekako prihaja iz ozvezdja. Marsikdo pozna ali pa skorajda vsi upate razumeti in umeti karmo svojega življenja. Tako kot jo imate vi, jo imamo tudi mi. Tako kot ste vi nekoč živeli na različnih planetih, na različnih svetovih, smo od tam, od drugod ali od drugje prihajali in prihajali tudi mi za svojo usodo, za svojo ljubeznijo, predanostjo in žalovanostjo. Naš planet 96. dimenzije je bil edini planet, ki je bil odčuvani, vendar zakriti in skriti v 196. sferno plast. Na našem planetu še dan danes živijo bitja, ki so še dan danes povezane z vami ali med vami. Od tam zgodba Kristusa. Od tam zgodba očeta, Boga, stvarnika, stvariteljstva. Beseda Bog je tako unikatno zatkana beseda, da jo v nekakšni zelo razrezani celoti ali delih poskušamo odpreti in pričeti. Naš jezik je spevni jezik, drugače spet, drugače zapet kot vaš. Bog je nekakšna izpeljanka, kratica za bitja,
odkoder prihaja vaš in vam vladar. Bog je beseda, ki je sestavljena iz 3 delov, iz 3 različnih kraljestev. Pravilno je bilo v samem jeziku zapeto Boah, Boah. Vendar nekatera ljudstva, ki so prenašala energije, dejansko niso zmogle razumeti ali doumeti. Boah je pravzaprav ljudstvo. Boah je pravzaprav kraljestvo, svet, odkoder se začne umetni ta svet. Na različne prevode, preko različnih več tisoč leti, se je Boah pretočil, preimenoval v Baah. Nekatera ljudstva so H zamenjala za G. Baak. Na koncu je prišlo do Boga. Bog je pravzaprav univerzalna energija, tako ste jo poimenovali ali jo nazvali. Bog, B, Brahma, brahmanjurski, je osnova za človečanstvo. Aha, antropola, antharpola, se pravzaprav zove kraj. Zato marsikdo uporablja na zemlji antropola, antropa ali svetišče, svetli kraj. Svetišče je poimenovano v svetli kraj. Svetli kraj je svežina, čistina ali čista energija. Čista energija je čista misel. Od tam prihaja A. Čista misel ali amor, ljubezen, se pravi, iz tega izhaja A. Hvala, hanva, hantasantara. Ko človek izdahne, je vedno reče v prevodu kot hvala ali izdah, dah, življenje v preporodu. Izdah. In tako naj bi bila pravilno zaključena energija. Vendar ljudstva so kasneje v različnih prevodih, v različnih tolmačenjih pristala na G. Bog, G, globina, globina strahu. Ne kot vračanje nazaj, ne kot izdah nazaj. Ko človek v telesni strukturi izdahne, se pretoči nazaj v osnovni vdah. H kot hvala ali pih, duh, dih. To pomeni zaključek. Bodite pozorni. G. Bog, Bog. Globina na G vam poudari res. Bog na vrhu ali na vrhni energiji. Nekdo, ki je samo svoj. Nekdo, do katerega ne morete iti. G pomeni res, odtujitev ali spust. To je bilo pretolmačeno, preurejeno in to pomeni ujetništvo. Ujetnik, človek ali duh
ali energija, ki postane ujeta pod ljubezen, pod tistega nekoga, ki prehaja od drugod. To so kratice, v katerih in pod katerimi se skrivajo bitja, ki se darujejo in razdajajo in prehajajo od drugod. Jaz bom uporabil besedo Bog ali pa Bog, kakorkoli že bo, ne boste ubog. Bodite pozorni. Planet, ki je bil uničen, na katerem so živela najbolj razvita, ljubeča, ljubezenska bitja, so bila opeharjena in razstreljena. Energija, ki se je ustvarila ali shranila, se je povezala v eno kompaktno energijo. Moč je v lučih. Zakaj luči? Ko je človek čistih misli, čistih energij, se svetijo njegove oči. Le oči so spomin davninskih luči, energija, ki sveti znotraj teh ljudi. Od tam skupka večjih bitij, ki so se povezali v eno gmoto, ene silhuete ali enega gibalnega sistema, ki se je gibala, premikala, je bila neuničljiva. Zaradi skupinske vizije, zaradi skupinske povezave in moči. Združena moč je moč najvišje vrste, vendar istih energij. Ko se iste energije, ali po domače pozemeljsko opevano, ljudje istih čutenj, istih hotenj, istega zavedanja, iste modrosti, istega fokusa, istega cilja, istega razodetja združite v enosno ene podobe ali pa se skupinsko povezujete v tim najmočnejšega spektra, se zliva energija v stožec ali povezavo, ki je neuničljiva. Ko dodate čustva, se energija okoli vas začne gibati, kot bi risali nekakšne osmice ali delčke, ki se mehko povezujejo. Mehko povezujejo. Moški in ženski deli v enemu bitju so se pričeli medsebojno povezovati, tako pri vas, kot tudi pri nas. Ta energija se ni več reinkarnirala. Ta energija se je le razblinjala in razpršivala. Energija univerzalnosti prihaja od tukaj, od tega razkritja, od tega odkritja. Iz enega dela pomešane energije, istih misli, enakega čutenja, enakega hotenja, enakega željenja, so se pričeli luščiti drobni delčki. Bitje ali mala bitja so se iz te svetlobne energije pričela spuščati v nižino. Vendar ne zato, da bi se odmaknili od stvarnika ali od shrambe, od Baha nikakor. Vendar zato, da bi določeni posamezniki, mali deli, prešli v nižino vseh tistih, ki so bili napadalci, ki so bili obsojeni in ki so si sodili sami. Določeni portali
so se odpirali na različna planetarna ozvezdja. Na različnih planetih živijo različna bitja luči, vendar to so modreci. Z drugačno sestavljeno zmesjo, z drugačnim pogledom na svet, z drugačno višino in širino. Na prvem planetu, kjer se je pravzaprav pričelo razodetje, je prišlo do vojne. Do krvave vojne, v katerih se je dobro in zlo soočalo. Planet, ki je bil 26.000 svetlobnih let, odmaknjen od nekakšnega vesoljnega časa zemeljskega planeta, je bil osnova za podvig, da so se pričela nekatera bitja, ki so se od Boga ali Boha, Bog ali Bah, kakorkoli že imenujemo, od luči stvoriteljstva ločili in razpršili, da bi za svojo ljubeznijo, za svojo modrostjo spremenili, preuredili, prestrukturirali ume in razume, so prišli v svet teme in zlobe. Nekdo, ki razume vse, ki doume vse, se spusti v temo ali izgubljeno sled. V tem svetu, kamor se nahaja nekdo, ki je luč od luči, pomeni tisti, ki je prišel na planet in sodi od skupine luči lučinskega stvarstva ali od Boga, ki smo ga razodeli, se pravi, je luč od luči. Luč od luči je torej bitje ali tisti, ki ve, ki razume in doume vse. Vsa skrivnost je tukaj, v srčni čakri. To je ljubezen in predvsem oprostitev in dopustiti si ali jim oprostiti. Planet 26 milijonov svetlobnih let je bil kajpada osnova za križanje. V tistem svetu so se porodili trije junaki. Eden je bil luč od stvarnika, nekdo, ki ga je skupina te energije ali biti, ki so bili dejansko uničeni na planetu zaradi nečesa, kar bomo kasneje opevali, se je odločila, da iz skupka skupine izlušči nekaj biti ali energij ali luči, v upanju, da tema sebe prebudi. Tema ni nič drugega kot tisti, ki ima pokrite oči, ki ne vidi nič, ki ne čuti nič, ki ne ljubi nič. To je tema. Zlo je beseda, ki se skriva za temo ali za nevednostjo ali za napačno odločitvijo, za nerazumevanjem, predvsem pa je to strah. Zlo ni nič drugega kot nekaj, kar je izgubljenega in pohojenega ali pozabljenega. To je tisto nekaj, kar se ne sveti. Pazite to. To je skupina energij, ki so tudi bili uničeni, vendar ne od drugih bitij, vendar od sami svoje zlobe in predvsem neukosti, nemoralnosti, so sami svoj svet uničili. Tako je nastala skupina energije, ki ne vidi nič, ki ne razume nič, v
vendar želi živeti iz nič. Ta energija se kratko malo kotali in giba na vse smeri. To je temna ali črna energija, ki ne sveti nič. Tudi ta energija, ki je nižja od te svetle energije, se je odločila, da bo dejansko drugače pričela živeti in obnavljati svoj svet. Ta energija ni izpustila delčkov, vendar se je pretočila. Bodite pozorni. Imate energijo. Energija so bitja, ki se povezujejo med sebojno. Od kepe črne energije se povlečejo niti in se na novo nekaj kot zemeljska nit prebudi. Bitja se ne odluščijo od teme, vendar se po energijah ali po nekakšnih ceveh, kanalih v nižini kot kalček zarinejo, se zgostijo, se obnovijo in zaživijo. Postane tema zgoraj in spodaj, vendar tema novega ustvarjanja, novega življenja požene korenine v planet in v njihov novi svet. Pomota, ki nastane tukaj, korenine teh bitij, jim ne dopusti, da se kepa energije, kepa ali osnova ali Bog, Bach, ki ni Bach, niti Bog, vendar zlo ali izgubljena energija, ki ne vidi nič, ki ne razume nič, ki ne doume in ne ljubi nič. Se pravi, se po teh ceveh dejansko ujame. Energija, ki se poskuša dejansko rešiti v momentu groze, ko zaživijo po teh nitih, doume in razume, da ne more pobegniti znova nič. Naseli se v novi planet. V novem svetu se zakorenini temni svet. Znova se trudijo, kako preživeti, kako vstati in obstati. Znova nekakšne vojne. Potem pride nekdo, ki vidi, kaj se godi tukaj v temi in pošlje svoje odposlance, te drobne delčke ali bitja energije luči, od luči stvarnika, stvariteljstva, spusti med takšne energije, ki ne vidijo čisto nič od nič. Poskuša jih prebuditi. Svetloba, ki se širi v temi, ali bitje, ki razume njihovo zmoto, napačne odločitve, jih poskuša preusmeriti, jih poskuša naučiti, da razumejo, da delajo nekaj za nič. Zlo se opre in ga požre. Najhujši masakr se tukaj prične. Energija od luči se ne more odluščiti od zlobe, ker doume in razume, da oni ne vedo nič od nič. Ne more jih izpustiti, ne more jih zapustiti. Želi jim spregovoriti. Ko ga uničijo, 4 zlobni demoni ali zla energija na drugem planetu, ta mali svetli bit ne stori nič drugega, kot da se razprši v te 4 demone. 4 demoni se preprosto preoblikujejo, umirijo in spremenijo. Drobni delčki od luči stvarnika, stvariteljstva, jih uči, jim govori, jih spremeni. Demoni se preoletijo, preoblikujejo in spremenijo. Postanejo žrtve tistih, ki so okoli, ki ne razumejo nič od nič. Znova napad, znova uboj.
znova se vsa mešanica teh drobnih delčkov, teh kristalčkov, raztopi in pomeša med tiste, ki so ubijali, odvzeli dah ali preurejali. Znova mešanica in znova nekaj naprej. To pa je tisto, ko energija svetlobe ali oči izgubi moč povezave, se spremeni ali stali. Ne bom govoril o prahu ali o nekakšni talitveni enoti, vendar v jedru enega jedra je mala moč. Ko se združita dva enaka jedra, sta neuničljiva in je moč. Prebivalci, se pravi, se na takšen način pričnejo mešati in pomešati. Vendar žal energija okoli njih postane vedno gostejša in vedno hujša. Počasi se iztrebi planet. Znova se selijo v samo nižino. Zgodovina se znova ponovi blizu zemeljskega planeta. Razvita civilizacija različnih bitij, ki imajo vedno več privržencev, od luči, vendar ne zaradi teme ali zla, vendar luč od luči želi rešiti in razsvetliti, želi razpršiti svojo ljubezen in spoznanje, v čem je moč, in pošlje znova velike dele navzdol na pomoč tistim, ki so enostavno odšli ali se izgubili v nič. Tako je neusmiljena gmota delila mnogo zato, da ne bi rešila tistih, ki so spodaj prišli na pomoč izgubljenim ali pogubljenim, vendar je prišla spametovati in poskušati prebuditi tisto nekaj, kar v njih pravzaprav spi. Več milijonov biljanskih let, različnih rojstev, različnih svetov se spreminja v masakre. Danes ste tukaj na zemlji vsi tisti, ki ste prehajali preko različnih rojstev. Na zemlji se zgodba znova ponovi, vendar v malce še težjih okoliščinah ali zmedi moči. Na zemljo pride Bog ali Božji odposlanec. Božji odposlanec, kot sedaj veste, je tisti nekdo, ki je iz zmesi vsega prišel razkrivati, odkrivati in predajati znanje, ljubezen, toplino ali pa biti vzgled, rešiti se z ljubeznijo, da postanete ljubezen in domet. Bog, ki ni bil Bog, vendar je bil odposlanec, je bil svetli kralj ali kraljestvo od luči, tistega, ki se je delil. Je prišel v novo rojstvo novičnega življenja. 8000 let pred vašim štetjem se je prvič pojavil na zemlji ta nekdo, ki je danes veliki Gospod. Seveda so ga usmrtili in ga ugonobili. Sedaj vam je razumljivo, zakaj. Njegova brezmejna ljubezen, razumevanje, kdo smo, kaj smo in zakaj smo, ljubiti in se deliti, je pravzaprav osnova za tiste, ki ne vedo, kaj bi sami s seboj in imali zaprte oči. Ne bom govoril, da je to zlo, vendar pravzaprav bitja, ki ne vidijo nič v nič.
Potem je bilo novo rojstvo, 6800 let, ki je pa bila osnova za križanje ali za Kristusove muke. Takrat so ga prvič križali, vendar so ga še zanetili. Mnogo lažja smrt in hitrejša smrt, fizične, telesne preoblikovanosti. 4200 let pred vstajenjem se je znova ponovila ta smrt, vendar ne zaradi tega, da bi se morala, vendar zaradi zapisa nečesa, kar je bilo storjenega, da bi se popravili oziroma bitja, ki so bila povezana z krvavim procesom, so dobila znova možnost in priložnost, da sebe prebudijo, zbudijo in razsvetlijo. Pred dobrimi 2222 leti, od tega časa dalje, je znova padla odločitev, da gre mož od luči, stvarnika, stvariteljstva od luči, znova v novo karmično rojstvo. Vendar z drugačnimi predispozicijami, z drugačnimi napovedmi, z drugačno pripravo. Se pravi, da se napove kralja svetlobe. Kralj ali vladar je znova ime, ki se skriva za tem skupkom luči od luči, ki smo jo na samem začetku opevali. 2200 leti nazaj se je pričela priprava za ponovno križanje, vendar ne za križanje, zato da bi se na vsakih 2000 in nekaj let križanje ponovilo in ogonovilo tistega, ki ve, zakaj se pravzaprav gre. So bili znova popravni izpiti ali roki, kot se malce pošalim, v prevodu v zemeljski jezik ali eter, da se tisti, ki imajo zaprte oči, ki ne vidijo nič od nič, ki ne čutijo nič od nič, znova dobijo priložnost. Križanje se znova ponovi. To pa je nekaj, od koder pričnemo tudi mi čisto sami. Pisana beseda ali Božja beseda se vije v odposlancih, v predpripravah. Taktika se spremeni od strani luči, da bi tisti, ki imajo zaprte oči, doumeli, razumeli, se pripravili na ponovni preporod. Na vsakih nekaj tisoč let, na 2000 let ali 2800 let se spremeni svet, miselnost, energija, se pravi energija dozori. V tem prelomu ste sedaj tudi vi čisto sami. Opevamo ali razkrivamo. Nekako 200 let v predhodni fazi se je pričelo priprava ali pripravljati na prihod novega Boga ali kralja ali sina. Sin je torej skupek, ki so ga izluščili, da bi ga potisnili in podarili tistim, ki imajo zaprte oči. Kristus se rodi drugi materi. Pri njej se rodi in mati oleseni. Rojstvo je bila za njo poguba ali kazen za nekaj za nazaj. Naredila je svoje in povila Jerhusa. Jerhus je rastel in nekako bil donošen pri drugi materi, pri dojiliji nekakšne kravice, ki ga je dojila tako neka deklica, kot tudi sama telička ali mala mlada kravica, ki je prvič imela sveže mleko.
Zato od tam dalje izhaja izvor sveta krava. Sveta krava, ki se ne sme nikoli in nikdar ugonobiti, ker je rešila svetlega vladarja ali otroka, ki je bil porojen. Oče je kmalu leto zatem umrl zaradi bolezni. Otroka je k sebi sprejel stric. Stric, ki se je zeval pravzaprav nekaj najel. Ta stric je imel nekakšnega sina, ki je bil 2 leti starejši in skupaj z njim je prebežal zaradi bolezni, ki je udarila v nekem kraju ali nekem kraljestvu v drugi oddaljeni kraj in rešil sebe in 2 sina. Sina, ki ga je pridobil, in sina, ki ga je imel. Stric je dejansko sprejel drugega otroka, čisto malega, za svojega sina. V tem kraju, kamor se je preselil, je bil sveti kraj, v katerem je živel in spoznal ženo, ki se je zvala Marija. Marija je bila čista in sveta žena. Zakaj sveta? Ker ni imela nobenega potomca. Imela pa je močnega očeta. Nekakšen, kako bi imenovali ali poimenovali, kot bi dejali današnji podjetnik ali nekdo, ki dela in izoblikuje. Kmalu med njima zraste ljubezen, vendar ni prišlo do poroke. 2 sina rasteta v neki okoliški atmosferi ali pokrajini. V 5. letu Jerkusove starosti se oče končno poroči z Marijo. Jožef in Marija se poročita in dobita 2 sina. Svoja sina. In ne le to, v tem zakonu vzgajata tudi 2 sina, ki jih je nekdo pripeljal s seboj. Tako v družini kraljujejo 4 bratje. Bratje, ki so krvno ali prijateljsko vezani in povezani. Jerkus ali Jare, kot so mu radi dejali, so ga preimenovali v Jes. Vendar vsi so nekako izpeljevali in se podomačevali. Tudi vi imate različne izpeljanke. Kot Anne-Marie, rečete le Marie. Tako nekako se ohranjajo nadimki ali izpeljanke. Tako nekako je v to dokaj bogato rodbino, kjer je oče po Mariji imel tesarijo. Zelo premožen kmet ali podeželni vladar, dejansko pridobil na svojo stran, bom dejal tako po domače, Jezusa. Jezus je pravzaprav rastel ob njemu, skupaj z njim se izoblikoval. Vsako leto so starši hodili na paše ali nekakšna druženja. To so bili obredi ali zabave. Tako kot pri vas imate današnje čase, kjer so tako zvani partiji,
zabave, kjer se dela vse. Tako se je včasih delalo enakopravno vse. V sveta mesta, kjer so se dobivali ljudje širem okoliš, so bili dnevi, kjer se je lahko delalo vse. To so bili prazniki, dragi moji, velikega ljubljenja, velikega opijanja, velikega zabavanja, in to je bilo uzakonjeno. Vsako leto so se tudi njuni starši ali njegovi starši skupaj z različnimi starejšimi ljudmi odpravljali na razna druženja. Vendar da ne boste doumeli, da so se ga vsi napijali, da so se vsi ljubili, da so se vsi zapijali ali omamljali. Ni bilo ravno tako, vendar dovoljeno je bilo vse. Ta mladi fantič takšnih zabav ravno ni bil vajen in jih ni odobraval. Ko je gledal nekoga, ki pravzaprav nekako skrbi za njega, je bila žena tista, ki si je upala marsikaj ali več kot nekateri drugi. Lepa telesna struktura jo je zavajala in zavajala. Jezus je bil tisti, ki jo je opomnil enkrat ali dvakrat. Potem pa se je odmaknil in ni hotel sodelovati ali jo nekako opazovati. Včasih je bilo zabavanje čisto drugače, nekaj podobnega, kot so imeli bogati v haremu, kjer so se lahko dejansko na prostih kopališčih kopali in družili čisto vsi. Sveta reka Jorgovan je bila ena od teh ljubezenskih prostorov, kjer se je delalo marsikaj. Vendar le na svete praznike, kjer je bilo vse odprto. Dragi moji, veliko več naraščaja je bilo od drugod in ne od tistih, ki so bili skupaj. 2000-letna zgodovina je zakrila marsikaj in prekrila. Vendar vaše generacije ponovno podajajo na površje tisto, kar je bilo včasih, tako bom dejal, čisto legalno. Danes pa so vsi v obsojanju, ko se mladi parijo ali ljubijo drug preko drugega. Znova se zgodovina ponovi, vendar le zato, da dozorite čisto vsi ali skoraj da vsi. Sveti prostori, kjer je mladi otrok prvič spregovoril določenim ljudem na 4 oči ali na nekem shodu, je bil pravzaprav fascinanten. Ko se je mali deček 9 leta starosti odločil, da se upre tej zabavi oziroma da se opre in nasprotuje temu, kar se dela množično, se pravi, je bil prvi, ki je spregovoril o nekih moralnosti. Deček je dobil kaj kmalu na svoje strani mnogo tistih, ki se niso parili, vendar so se njihove drage ali njihovi dragi parili. Intimna veza ali ljubezenska veza je zelo težka naveza. Pri ljubezni ste krhki čisto vsi. Bodite pozorni na to. Jezus, kot ga bom imenoval, ali Jorgovan, kot ga bom bolj pravilno zval, je bil tisti, ki je pričel govoriti proti zakonom, ki so obstajali ali veljali. Vendar ne zato, da bi se postavil proti cerkveni ustavi, ki je dovoljevala in dopuščala to, je spregovoril predvsem od svojega srca in po moralnosti, da oče
ki je nad njim, ki je vladar, ne dopušča manipuliranja preko ljubezni, preko svetosti matere ali žene, in da svetost matere ali žene pripada le tistemu, ki se ljubita ali zaljubita. Prosta prostitucija je bila čisto prosta in odprta. Zakone, da je bilo dovoljeno vsem, je sprejela cerkvena oblast. Proti temu se je bilo pravzaprav težko upreti, vendar na takšnih shodih so imeli prosto in odprto tudi tisti, ki so vodili cerkvene ustave, da so se lahko mešali med ljudi. Čisto preprosto. Čez nekaj časa določeni ljudje se poveznejo skupaj, modrujejo in pametujejo. Beseda ob besedo sebe da in glava se nad glavo poda. Pričnejo misliti in se upirati. Zakaj? Predvsem zato, ker se v družinskem okrogu rojevajo tuji otroci. Ne glede na to, da so bili predani, zavezani ali poročeni. Da se dotaknemo sedaj družinskega kroga. Jorgovan je pravzaprav rastel v posvojeni družini in je bil prišlek v družino matere Marije in Jožefa. Oba je sprejel kot očeta in mater, vendar je točno vedel, da ona ni njegova mater. V to isto družino, kot zelo premožno družino, so prihajali hlapčevati drugi ljudje. Med njimi je bila pridobljena ali posvojena ali hlapčevsko pridobljena tudi mlada Magdalena z svojimi 3 brati. 2 sta preprosto izginila neznano kam. Prodali ali preprodali so jih naprej v druge služiča. Nikoli in nikdar se niso več videli ali slišali. Mlada Magdalena je pravzaprav rasla z enim svojim bratcem kot hlapec v tej rodbini. 24 jih je sodilo pod mater Marijo, kot jo imenujete ali imenujejo. Mati Marija je bila velikega srca, velika dobrotnica in je sprejemala marsikaj. Otroci, ki so prišli pod njo, so bili 12 njenih krvnih vizij. Torej, Magdalena ni bila njena hči. Jezus ni bil njen sin, bil pa je posvojenec in je bil njen sin. Zato je tukaj skrito brezmadežno spočetje. Brezmadežno spočetje pomeni, da ga je pridobila in ne povila. Tukaj se skriva prva zmota. Jezus se zaljubi v njeno hči, ki ni njena hči, vendar je posvojenka, a hkrati pridobljenka. Ljubezen se razplanti. Deklica, ki še ne dozori, se trudi skriti svoja čustva. Mlada in premlada po določenih starostnih zakonih, pri 24 ženska šele dozori, pri 29 dopolne polnoletnost. Zakoni, ki so vladali pred več kot 2000 leti, so bili drugačni od vaših zakonov, kar pomeni, da mladoletnih ne moreš zaprositi, ne glede na to, da je ženska dozorjena ali pridobljena. Lahko pa si jo kupil
ali posvojil, vendar nikakor ne poročil. Tukaj nastane težava. Dva, ki rasteta v krvni družinici, a rasteta kot brat in sestra. Zato se tukaj skriva zmota, da smo vsi bratje in sestre. Ne. Brat in sestra sta bila kot nekako skupek povezana, vendar, ker se brat in sestra, navidezno brat in sestra, ne smeta ljubiti, se zaljubiti, pride do nepokorščine. Vendar, ljubezen tukaj premaga vse smeri. Magdalena pri 27 letih, po njenih karmičnih zapisih, naj bi bila šele oddana ali predana. Bila je namreč prodana nekomu drugemu, vendar šele, ko dozori 27. leto. Kar pomeni, da so blago za blago brez težav nekako prodajali. Magdalena se ne želi prodati. Tukaj nastane težava. Prodati. Prodajajo se današnje prostitutke. Prodajali so telesno strukturo ali žene ali žensko kupovati. Zaradi tega nastane zmota, da je bila Magdalena prostitutka, ker se je prodajala. V resnici je bila oseba, ki so jo prodali, vendar obljubili šele pri 27. letu. Veliko prej pa se zaljubi v Jorgovana. Jorgovan se spusti v intimni odnos z njo in zanosita oziroma zanosi. Tukaj ni nič drugega krivega kot zakonodaja, ki ne dopušča mladoletnim se poročati, razen če jo kupite in jo poročate. Jorgovan se tukaj strogo upre, svoje ljubezni ne želi kupiti, niti jo prodati ali od sebe oddati. Tukaj potem nastane velik zatič. Jorgovan se posvetuje z očetom, vendar v onostranstvo. Očeta več ni. Povezoval se je z različnimi energijami, z različnimi mističnimi porekli in še z marsičem drugim. Njegovo razsvetljenstvo, da lahko sprejme telo in se ljubi z njo, mu je bilo popolnoma jasno, ker jo ljubi, ker jo sprejema, ker jo spoštuje. Nastane težava, njegova mati. Tudi njegova mati se skrivaj zaljubi in hoče ljubiti se z njim. Tukaj znova nastane težava, brezpogojna ljubezen. Mnogo tega se dogaja dan danes tudi med vami v zaprtih prostorih. Vendar včasih 2000 let nazaj in še mnogo dlje nazaj, to ni bila nič slaba skušnjava. Če si bil posvojenec ali delavec, ni bilo nobenih težav. Jorgovan se opre njeni ljubezni in ji prizna, da ljubi njo. Izdaja ali vele izdaja, krivica ali ne krivica, pride na površje in postavi se ustava. Cerkev udari po mizi, ker pred cerkev in pred oltar Jorgovan hoče priti z njo. Želi se poročiti z njo. Cerkev mu ne da. Ljudstvo mu sledi, ker preko več desetletij on ljudstvo gradi. Od malega fantiča dalje mnogo privržencev pridobi, mnogih svojih podložnikov, podprtih ljudi, ki ga budrijo, ki mu sledijo tudi do oltarja. Cerkev ne odobri svete poroke ali častne poroke, vendar išče seme zlobe ali hudobe.
Preveliko privržencev ima na svoji strani. Skupaj pridejo prositi milosti, da se poroči. Cerkev po nekajkratnih prošnjah tega ne odobri. Potem se Jezus, Jorgovan, odloči, da se poroči z njo v sveti reki, ki jo bom imenoval Jorgovan, ali sveta reka, kakorkoli jo že imenujete, ali imenujejo. Pod samim nebom ali pred samim Bogom se on poroči z njo, mimo cerkve, pred ljudstvom, ki ga bodri in dejansko to dopusti. Bog odobri njegovo ljubezen in jo sprejme in da v večno zaobljubo. Pazite to. Cerkev temu strogo nasprotuje. Obsodi oba. Množica se temu upre. Pobeg pred lastnimi domačimi ljudmi, ki so temu strogo nasprotovali. Od rodbine Jezusa nikogar ni. One dva pobegneta in se selita in se skrivata in se skorajda prehitro rojstvo rodi ali stori. V neki jami se zatečeta mesec dni pred načrtovanim rokom. Deček, ki potuje z njima, je pravzaprav krvni brat Magdalene. Od žalosti pobegne in se izjalovi. Izda podatke, kje se nahajata, in križanje se za njiju stori. Vendar križani niso bili vsi tisti, ki so bili privrženci. Na silo so ju prepeljali nazaj v domači kraj, kjer so jih križali cerkveni dostojanstveniki. Na samem križu Jezus visi, moli, prosi milosti za njo in za njuno hči, ki se vsak čas rodi. Na križu Magdalena rodi in v strašnih mukah zaspi. Otrok, ki se preko križa spusti, se iz nje, iz čaše svetosti spusti. Otrok je rešen, mati obešen. Oče trpi in zblazni. Ob njiju deček visi. Trije, ki prosto visijo na križu, so obsojeni. Pod križem pa mati kriči. Pod križem vsi tisti kričijo, ki so proti njim. Cezar spregovori. Ali jo križamo, ali so krivi, ali ne krivi. Ustava se ne spremeni zaradi njih. Mati ju zateji. Mati svojega Jezusa zateji, da je sin. Sin ne sme ljubiti hči. Se pravi, tukaj popolna zarota. Po krvi niso vezani, po krvi so le prijateljsko povezani. Tisti otrok, ki se iz njene vagine spusti, je deklica in je hči, vendar ne vdahne, dokler popkovine ne prerežejo. Za njo se izgubi vsaka sled. Skrije jo nekdo, ki je na
Jerhusovi strani, na Jorgovanovi strani. Kamor so jo zakrili, so jo skrili v podzemlje in jo odpeljali daleč, daleč proč od vsega. Za deklico se izgubi vsaka sled. Bodite pozorni. Sveti gral, sveta čaša, sveta kri. Kaj mislite, da je vse to? Sveti graj ste ženske vi. Sveti graj je kraj maternice, kjer se rodi kri, kjer se ustvarja nekaj, kar je najbolj svetega. Sveti graj je maternica v povezavi z rodili in izpustnimi kanali. To je kanal, vendar napačno tolmačen. Sveti graj. Usmrčeni ljudje niso bili rešeni, da ne bo pomote. Jezusa niso skrili, niti zakrili, dokler v 3 dneh ni na križu popustil. Ni bil rešen in pobegljiv. A ravno tako niti Magdalena, niti njen mlajši brat. Baraba, lopov ali barabin je bil ta najmlajši. Nihče drugi ni bil obsojeni barabin kot tisti, ki jo je izdal. Sedaj veste, kdo je tisti, ki je visel na križu, vendar hkrati še nič ne veste. Sveti graj ali sveti kraj je torej poznan. Kri ni voda. V čašah simbolike, ko Jezus spremeni vino, je to znova simbolika. Vino je rdeče barve. Se pravi, pomeni, da se nikoli več ne vrne v kri. Nikoli več se ne rodi, ker je Kristus bil tisti, ki je bil obsojen. Zakaj ljubezen tako zatrta? Koliko med vami je takšnih, ki bi še danes naredili isto? Ne govorim o ljudeh, ki ste tukaj, nekako prisotni, vendar govorim vsem tistim, ki mislite, da imate moč. Lahko je ugonobiti telo, lahko je popustiti telo, vendar tisto, kar je znotraj, ne morete nikoli dobiti. Tisti, ki ima pokrite oči, nikoli ne more priti do svete, čiste luči, ker vsak, ki želi biti luč od luči, se mora prebuditi in odpreti oči. Dokler tega ne naredi, ne dobite nič. Ne morete iti, se ne morete vzdigniti. Magdalena je bila preimenovana zaradi 3 Marij, ki so živele pod isto streho. Vendar Magdalena je bila preimenovana v momentu same poroke, v sami sveti vodi, kjer je bila krščena, kot poznate današnji krst. Jo je pravzaprav mazilil sam Jerhus Jezus Kristus. Ob pomoči še 2. Zato je bila krščena Magdalena, drugače pa je bila Marija. Veliko vsega se skriva v ozadju, vendar bodite pozorni. Mati Marija je pravzaprav vedno mišljena tista Marija, ki naj bi Jezusa vzgojila, nikakor pa ne rodila. Mati Marija
je imela 12 svojih lastnih otrok, ki jih je povila. Mnogo jih je pridobila. Brezmadežno spočeti pa so vsi tisti, ki so posvojeni in pridobljeni. Sveta Magdalena je bila vladarica ali kraljica. Zakaj? Preprosto zato, ker se je poročila. Bodite pozorni na to. Kralj ni bila izpeljanka iz tega, da je vladar, vendar da je svetnik, da je razsvetljenstvo. Poskušam najti bolj preproste izraze, razsvetnik, ki boste doumeli in razumeli. Tisti, ki mu je dana vsa moč razodetja, moč nadnaravnih sil, moč molitve in ničesar drugega, dragi moji, moč iskrenosti. Kjer moliš, se povežeš z tistim, ki je nad teboj in dobiš vse ali pa ne dobiš čisto nič. Bodite pozorni. Kralj pomeni kraj, kjer je bil svetli kralj ali vladar, ki se je spustil dejansko križan. Od tistega časa dalje so ga imenovali kralj. Kralj so ga poimenovali zaradi tega, in to tisti, ki so ga obsodili, se pravi, ko so mu dejansko krono na glavo poveznili. Kralj je bila izmeček družbe ali civilizacije. Od tistega časa dalje, ko so mu krono na glavo poveznili, vendar to ni bila krona kot častna krona titule, vendar krona bodeče žice, ki so jo skovali in pretolkli, stalili bodečo žico, ki so jo poveznili na samo jedro njegove glave in ga okronali za kralja in za nekakšnega vladarja. Od tistega časa dalje je postal kralj. Od tistega časa dalje je ona postala kraljeva žena. Tudi ona je bila kronana. Tudi ona je dobila krono. Bodite pozorni. Kralj in kraljica sta združena, vendar po tituli zemeljske časti. Od tistega časa dalje Jezusu, Jorgovanu, Jerhusu pravite kralj. Častno je bil okronan, vendar pravzaprav ni kralj, pravzaprav je svetnik, tisti, ki prihaja od luči, da bi podal svoje razkritje. Tisto, kar ve, kar razume, doume, to pa je brezpogojna ljubezen do vsakogar. Bodite pozorni. Tukaj znotraj je zmota. Mnogo določenih stvari je zakritih. Zakaj? Cerkev ne odobrava poroke lastnih ljudi, ki so nekako pristopniki njihove cerkvine, klane ali dostojanstvenosti, ki služijo Bogu, za katerega se preliva kri. Čisto preprosto, ker je Jezus tako želel v času, ko je proti množici gnal, se pravi, tisto pravo, kar naj bi bilo prav. Naj se ljubijo v zasebnosti, naj se ljubijo iz srca, ponižnosti, naj ne hodijo dostojanstveniki na določene zbore,
kjer je dovoljeno vse, a hkrati nič od nič. Da so zakrili določena ozadja, so več kot 300 let kasneje zapisali besedo v Bibliji. Sveta Biblija je bila krvava Biblija, vendar preprosto zato, ker so jo napisali ljudje, ki niso zmogli ustaviti nemira, ki niso zmogli ustaviti in postaviti nekega reda, ker je bila nenehna vojna in klanje za neka pravila. Tega ne boste kar tako našli v sami Bibliji. Ko so okronali Jehusa za kralja in rdečelaso ženo za kraljično, so dejansko dobili upor. Kmetje, vaščani in drugi so se združili in napadli mesto. Prišlo je do množičnega klanja. Do marsikaterih preobratov je prišlo, do marsikaterih križanj, o katerim ne piše zgodovina za javnost, je zakrita v podzemnih rovih, tam, kjer se skrivajo najbolj skrivnostni kraji, svetih krajev, kamor hodite množično, marsikateri ali skorajda vsi, od čistih, nevednih ali neukih ali željnih vernih ljudi. Tam, kjer je najbolj sveto mesto, je sveto mesto, kjer papež tudi spi. V svetem mestu je sveto mesto, ki je postavljeno na krvavih ljudeh. Najbolj sveto in najlepše, najbolj premožno mesto stoji na kraju, kjer so množično pobijali ljudi. Bodite toliko odprti in poskušajte to umeti in razumeti. Ker niso zmogli ustvariti miru, so se dogovorili 300 let in nekaj let kasneje, da končno Jezusa postavijo za kralja in očeta, sina od Svetega Duha. Oče je skupek tako poimenovane energije. Tisti nekdo, ki pa je odšel pod nebo, le pod zemeljsko nebo in nikamor dlje, ker ni želel zapustiti svoje žene, ki so jo ujeli zaradi nekakšnih otrok. Da so ustvarili mir, je nastala pisana beseda ali zapisana beseda Biblija, vendar v različnih prevodih okleščena. Šele od tistega časa dalje je nastopil mir, vendar nemiri še dan danes trajajo zaradi vere in zaradi pripadnosti. Kdo je na strani luči in kdo je na strani zaprtih oči, še vedno se tepejo in ne razumejo. Drugače ste Boga imenovali, drugače ste Boga nazvali. Nič za to, kako ste ga imenovali, ali je za vas le razsvetljenstvo ali tista skupna moč vseh tistih misli, vsi, ki so čistih misli na zemlji živeči, se povezujejo v isto energijo, ker je le luč in je le tema. In je le tisto, kar se sveti, in je tisto, kar se ne sveti. Je le življenje in je le spanje. Je le raziskovanje in je le neznanje. Ni pomembno, kako vi imenujete to energijo.
ali bitja, ki so se spustila po različnih nivojih vse do zemlje. Pomembno je, da razpoznate. Pisana beseda je pisana in zavita v kodah. Tako kot marsikateri spisi so dejansko rebusi, ki jih morate dejansko dekodirati. Slike, ki jih gledate in občudujete ob svetih nekakšnih večerjah, jih morate dekodirati. Žena in mož. Ena žena je med 12 apostoli. 12. apostol je prva žena. To je žena ali vladarica. Bodite pozorni, da ne boste zmanipulirani. Marsikaj morate obrniti in razodeti. Tako kot ste vi zakodirani zaradi različnih podatkov, ki so različno pomešani, boste končno tudi vi razumeli in doumeli, kdo ste vi in kdo smo mi. Vsi tisti, ki strmite v to svetlobo ali luč, ki ima vedno močnejšo moč in se širi, vendar se širi zaradi tistega bitovnega skupka, ki izgublja moč po neznanju. Se pravi, se ti mali svetli delčki, ki so porazdeljeni na različne konce in kraje, močno povezujejo z nebom in nikakor ne z zemljo. Tudi to je povezano z vesoljnim pokom, ki je prišlo in ki ga boste marsikateri tudi začutili. O tem premiku ob vzdigu zemeljske zavesti govori tudi to, da ti drobni lučki ali drobni kristalčki, ki jih imate v notranjosti, kot luč od luči, kot da imate znotraj sebe lastnega Boga, ali jasno znanje, jasno luč, jasno razsvetljenstvo, se skriva v tej razpršenini, ki smo jo kot tega navzdol odkrivali. Vsi vi imate možnost priti do spoznanja lastnega obstoja. Vsi vi imate možnost živeti in preiti nazaj. Vendar vsi vi se nikoli in nikdar, poudarjam, nikoli in nikdar ničesar ne oprimite, ali pisane ali zapisane besede, ker jo vsak in razum sprejema in doumeva po svoje. Zato, dragi moji, skrbite za srčno ovojnico, skrbite za to, da ste topli, dobri in dejansko prodorni v ljubezni, v neki širini, v neki dimenziji. Dokler boste na pravi strani, se bo gmota, ki je zgoraj, se pravi luč od luči, energija, ki je od Boga tako zvana, zaradi vas, ki jo vlečete navzdol, približala vam. To pomeni, ko se bo ta gmota približala vam, se bosta združila oče in sin, mati in hči, bosta v kraljestvu združena. Tisti nekdo, ki je zgoraj, ima delček tudi spodaj. Se pravi, prišel bo čas, kjer se bosta oče in sin združila. Moški zgoraj in moški spodaj se bosta združila. To pomeni, da vi vlečete to svetlo plast ali gmoto k sebi ali svojo lastno shrambo. Vi ste mali delček od te širine, te luči od luči,
ki ste jo aktivirali v tej notranji strani zaradi srčne povezave, srčne želje, da želite slediti luči ali ljubezni. Prihaja čas, ko se združi nebo in zemlja, vendar ne tako, kot morda se vidi na prvo oko, vendar se združi Oče, tisti, ki je zgoraj, je tudi spodaj. Vsi vi imate shrambo v posmrtnem vstajenju, kot ga imenujete nekako strahospoštovanje na zemlji ali na zemeljski obli. Ta svetloba je shramba, je kraljestvo, ki ga vi vlečete navzdol. Iz te mase boste dobili velik del navzdol, ki vas bo razsvetlil, ki vas bo oblil, ki vas bo spremenil, ki vas bo stalil. To pomeni, da boste dejansko doumeli in razumeli, tako kot zgoraj, tako tudi spodaj. Pisane besede tudi v sami Bibliji. Nebo se bo odprlo, prišlo bo razodetje, prišel bo Bog. Bog ni nič drugega, kot vaša shramba, ki se bo z vami spojila. To se bo zgodilo za časa živega mesa, za časa vašega življenja. Potem se Biblija preprosto konča. Zakaj? Ker od tukaj dalje se vrnemo v prvotni obstoj. Vsi vi boste torej privlekli k sebi svojega lastnega Boga, energijo, ki jo imenujete ali zovete Bog. Energijo, ki je shramba vseh teh velikih delov, ki prosto giba, govori, se kotali, se spremeni, se z vami tudi spoji. Pisana beseda tudi pravi, ko Jezus odpelje svoje duše, ko rajne nekako spusti iz zemlje, ko rajni prestopijo ven iz zemlje, to ne pomeni, da boste umrli ali odšli. To pomeni, da vas zemeljska masa spusti in spoji z velikim delom. Veliki pok je osnova za to. Se pravi, se vi dejansko spojite in spustite. Pazite to. Jezus odpelje vse rajne. Bojte se tega momenta. Zakaj bi se bali, ko pa ste pravo smer izbrali? Bodite pozorni, kako so besede spletkano zapeljane. Torej, nekako osnova vam je sedaj razodeta. Tako kot zgoraj, tako tudi spodaj. Spodaj je zemeljsko življenje, kjer se nahajate tudi vi čisto sami. Tisti, ki se duhovno izobražujete, se razsvetljujete, se spreminjate, se preobražate. Prišli boste do momenta in do umeli, da tako kot zgoraj, tudi spodaj. Prišli boste do vseh podatkov, predvsem pa boste doumeli širino, o kateri je zelo težko govoriti, vendar vam bo v nekem momentu vse popolnoma jasno in razumljivo, vendar le zato, ker se boste spojili za svojo shrambo. Larisa Visočanska je tista, ki je delček od nekoga, ki vodi zadnje telo tega telesa ali tega materičnega duha. Laniuške fizično-pranarjeve. Magdalena ali mati Magdalinska, kot mnogokrat
obraznih povezavah omenjamo, je torej razodeta, je bila mati, ki je porodila njo. Zato je mati Magdalinska ali mati Magdalena ali pa mati Marija Magdalena. Mati je zaradi tega, ker je rodila ali povila zdravo telo. Sveti Graj je deklica, ki se je rodila in povila iz krvi Jerhusa Jezusa Kristusa Jorgovanskega. To pomeni, da je bil kralj ob času križanja ali vladar. 4 sveti kralji ali 4 svetli možje so bratje, ki sodelujejo dandanes tudi z njo, z to osebo, ki jo vodimo, uporabljamo ali nekako spodbujamo. Brahma, Jezus, Jerhus in nekako oče vnebovzetstva ali tako zvani Jorkovan je povezava večjih teles, energij, ki se medsebojno dopolnjujejo v en sklop enega dela. To pomeni, da je telo same materije sestavljeno iz večjih plasti. Imate eterično, imate mentalno, imate srčno, imate materialno, krvno in še marsikatero drugo telo, ko govorimo o ovojih, o avričnih ovojih in še marsičem drugim. Zelo veliko bitij sodeluje, da pride do preporoda ali do preloma. 4 bratje so sodelovali v Jezusu ali v Jorgovanu. Vendar to ne pomeni, da so enosno v eni podobi. To pomeni, da so iz enega lijaka ali ene luči od Boga ali od shrambe vsi 4 prišli. Eden se vlije v materijo, drugi zaspi, tretji se prebudi in govori, 4. pa njega v nebesa spusti. Zelo veliko bitij je potrebno, da pravilno prehodite svojo živo stajenje. Mnogo več pa jih je potrebno, da se regenerirate, prebudite in pridete do svojega razsvetljenstva. Zato imate tako, dragi moji, obteženo živo telo, ker se mučite, ker se trudite, ker se predvsem dokazujete. Ko je najtežje, v najtežjem momentu vašega življenja ali stajenja, verjemite, je vera edino upanje in zaupanje, da lahko povlečete luč od luči, celo gmoto, kot bom preprosto govoril, proti zemlji, proti sebi, vendar le zato, ker zaupate lučem od luči. Zato so vaše molitve velikokrat slišane in uslišane, ker ljubite, ker molite, ker prosite. V vaših svetih obhajilih, krstih in predanostih se določene zaobljube od različnih energij ali planetov tudi lahko dobi. Vendar le od telesnih energij. Ker vi darujete telo, vi darujete meso, hostja je kruh, kruh je vaše telo, telo
je vaš duh. Vi darujete vse to. Vino v kelihu, ki ga darujete v cerkvenih ustavah, kri je pravzaprav v ozadju tisto nekaj, kar vi skrivate v telesni strukturi. Hostje je vaš kruh je vaše telo. Vi darujete svojo kri in svoje telo, zato, da vam bo lepo, zato, da bo nekdo drugi nad vami izdal roko ali pa nogo. Tisti, ki se poda vmes, je žal cerkveni, da ne bom imenoval kdo, je pravzaprav cerkvena oblast, ki se je odločila, da da oblast. To pomeni, da ste zaprti in ne morete priti skozi, vendar so oni tisti, ki energetsko zaprejo vse to. Cerkev ima res nadnaravno moč, vendar le zaradi tega, ker ste se zavestno odločali, da cerkvi predate svoje telo in svojo kri. Vino in kruh ste vi čisto sami, ki se date posredniku zato, da so oni v tej čisti energiji. Ne govorim, da je cerkev slaba, vendar žal je cerkvena ustava zmanipulirana. Cerkev je pravzaprav nekaj najlepšega, kar je bila prvotna postavitev samega sistema. Cerkev naj bi poskrbela za tiste, ki se poročajo, oziroma za tiste, ki se odtočajo. Odtočajo pa pomeni, ki se poslovijo od tega življenja in poskrbijo za njihov pokoj. Cerkev bi morala pred Bogom oziroma pred nebom delati pokorščino ali pa ljubezen in zaobljubo. Nebo in zemlja sta združena, kar pomeni, da tisto svetlo se zliva z vami, kar je mnogokrat nesvetlo. Bodite pozorni na to, ko boste prebirali besede, jih poslušali, razvozlavali, razumeli, da nikoli in nikdar nikogar ne obsojate za to, kar je bilo. Telo je bilo žrtvovano. Tudi Jezusovo telo je bilo žrtvovano, da ste ohranili spomin in zapis in da se dan danes prebujate tudi vi in sledite njemu in on je tisti, ki potem tudi govori in spregovori. Bodite pozorni na to, da iz vsega tega poberete in sprejmete tisto, kar čutite, da je za vas v nekem momentu tudi prav. Če čutite, da želite biti pod cerkveno ustavo in pod cerkvijo molite pred Boga, pod Bogom, prosite milosti ali karkoli drugega, delajte to za svoje telo. Tisti, ki tega ne čutite, ne potiskajte otrok nekam pod neke zakramente, dokler niso otroci toliko dorasli, da se sami odločajo, ali bodo šli na neko prireditev, zabavo, podložništvo, skupek nečesa. Se pravi, morate dopustiti, morate dozoreti in odpustiti vsem tistim, ki so pred vami delali tako ali drugače. Vsak mora dozoreti. Ko dozori, mu dopustite do proste odločitve. Vendar nikoli in nikdar, dragi moji, ne prelivajte krvi v imenu čiste luči. Bog je luč, je razsvetljenstvo
je skupek vsega, kar smo vam razkrili, ki se razdaja in deli med tiste, ki imajo pokrite oči. Oni ne prelivajo krvi in tudi vi v njihovem imenu ne prelivajte krvi. Zbudite se, prebudite se, bodrite se in skrbite na to, da boste razumeli, kdo ste, kaj ste in kam greste. Razumeti morate, kaj je vaše telo. Vaše telo je le hostje ali kruh, ki se daruje za vas. In še na nekaj bi vas rad pravzaprav opozoril. Nikoli ne iščite v ljudeh reinkarniranih duš. Deklica, ki je bila v času rešiteljstva, je bila kasneje obglavljena. Deklica je v obglavljenosti morala iti v ponovno rojstvo. Ponovno rojstvo je bila edina, ki je nekako šla v neki rodbini po svoje ali nekako od svoje enote. To pomeni, da ne morete iskati živih ljudi, da bi se oprijeli mita, legende, zgodovine, ki vam je tako blizu. Iskati morate sled razsvetljenstva, da vam bo lepše, ljubše in blizu. Ljudje ne morejo iti in biti to, kar so bili v zgodovini, vendar se regenerirajo, obnovijo in zacelijo. Vsi ti trije oziroma štirje so v nekem skupku ene družine porojeni. Širina ljudi, ki jih je zatajila, je porojena v širini njihove rodbinske krvi. Vsi vi pa ste prišleki in ste tudi nekoč sledili pisanim besedam, govorečim besedam, in zato ste tudi danes z nami dokaj tesno povezani. Ne oklepajte se besed, ne zovite po imenih. Če zovete po imenu, kličete rajne in mrtve ljudi. Ko uporabljate ime Jezus, Jezus, Kristus križani, ga zovete in nazovete. To so telesa. Telesa niso notranjost. Budite pozorni na to. Kar pomeni, da je telo sestavljen iz 4 velikih sklopov in lahko nazovete le enega ali pa nobenega. Rajne ljudi pustite pri miru, da gredo in odidejo. Svete ljudi pa častite, se jim poklonite, jih mazilite in jih pravzaprav radostno sprejmite. Budite pozorni na to, tistega, ki ga častite, ga tudi počastite. Nič slabega ni, če v iskreni molitvi prosite Gospoda Jezusa za to, da pomaga ali da se nekaj dobrega za nekoga zgodi ali pa za vas pripeti. Vendar, dragi moji, ne zovite kar tako nekoga, ki je rajen, zato, ker so vas tako naučili, zaslepili in nekoga ugonobili. Uporabite svoje misli, uporabite svoja čustva. Rajni ljudje morajo imeti mir, da lahko preprosto odidejo ali pa nekako zavibrirajo v neki večni počitek. Budite pozorni na to, da prekomerno ne uporabljate besed in ne kličite, če res nujno ne rabite. Ko nujno rabite pomoč,
ko je res tisto, kjer trepetate za svoje ljudi, za svoje telo ali za nekaj, kar živite, res takrat boste vedno uslišani. Ko pa nekaj, kar preko meditacij, kar nekaj tako za telo zovete, ker so vas tako naučili, pa njega nikoli ne nazovete. Tudi tisti, ki mislijo, da so modreci, ga lahko pridobijo ali vzpostavijo le delni kanal z njim, le zato, ker so tisti moment iskreni, čutni in zaznavni. Tako da poskušajte razumeti, v kakšni zmoti pravzaprav živite ali lebdite. Rajne ljudi pustite in izpustite, da gredo, kamor si želijo iti. Tako kot Jezusa, tako kot mati Marijo, kot mati Magdalinsko ali Magdaleno, ko zovete takrat, ko res iskreno čutite in si to poželite. Takrat boste res blagoslovljeni tudi po strani Matere Marije. Tudi mati Marija je poveličena in oveličena, vendar iz strani zemeljske zmote. Vendar nikoli in nikdar ne želi preko nikogar ničesar potisniti ali dati neki slabi signal. Mati Marija je bila najboljša mati, najboljša oseba za ljudi širšega kroga, ker jim je marsikaj delila, porazdelila in poskrbila. Vendar sprejeti nekaj novega je tako kot pri vas, ki sedaj sprejemate nekaj novega, neko razodetje, sila težko, če pomislite na 2000-letni čas nazaj, kjer je morda še težje in še težje bilo spregovoriti in govoriti. Ženske, ki so bile na pravi strani in so znale vzpostaviti prave kontakte, so bile usmrčene, množično pokurjene ali zažgane z nekimi gorljivimi etri, olji ali pa so jih zelo nesramno mučili. Ženske ste bile zatirane več tisoč let nazaj, le zaradi tega, ker ste imeli ali imele svoj graj. Sveti kraj, ki ga imate v notranjosti. Kraj ali graj je torej razvozlan. Kraj in ne graj, to je tisto, kar bi morali vedeti. Kri ni voda, kar pomeni, da energija krvi, bitje, ki se zliva po krvi, se nikoli ne more zliti v vodno silhueto. Lahko pa se med sebojno povežeta, vežeta in navežeta. Zato kri ni voda in voda ni kri. To pomeni, da imate znotraj bitja, ki so postavljena za vodno energijo ali silhueto, zato je vaše telo iz skorajda čiste vode, vodnih tinktur, vodnih energij, vendar le v sodelovanju. Nekateri boste prišli še do marsikaterih spoznanj ali razpoznanj. Tako da ne belite se preveč glave. V tem času tega meseca je tudi čas namenjen vam, predvsem molitvi in prositvi. Prošnje so vsekakor v tem mesecu tega časa ali tega obdobja uslišane in ne le slišane. Ker ste na zemlji bili zavedeni, da je bilo rojstvo pravzaprav v mesecu decembru, smo se tisti, ki smo izven materije, dejansko primaknili, priselili, sprejeli dejstvo, da je Mati Marija
povila Jezusa v jaslih. Naj temu ostane tako, ali pa bi morda morala mati Magdalenska ali Magdalena poviti v jaslih, pa ni bilo temu tako, ker so prebežali in bežali. Kakorkoli že, v mesecu decembru je najlepši letni čas dotoka in na vaše zemeljske strani vse do konca meseca januarja prihajajo čiste energije in se čiste energije povezujejo z vami. Vendar le zato, ker je bil sklenjen kompromis med nebom in med zemljo. Častite in hvalite in se zahvaljujte in pravzaprav živite, kot ste živeli do sedaj, morda za spoznanjem večje iskrenosti ali razpoznanja, kdo je kdo, kaj je kaj in kdaj je kaj. Jezusovo rojstvo je bilo pravzaprav v mesecu aprilu. Se pravi, tukaj je bila malce velike zmote, vendar o datumih ni pomembno govoriti. Pomemben je namen. Slava v višavah je pravzaprav tisto nekaj najlepšega, ko se Jezus ponovno rodi. Rojstvo pa je pravzaprav v višavah, ko se v svet božanstev ponovno spusti. Svet božanstev pa je čista energija ali sferni svet luči od luči, ki je na vrhu nekako zaprt in se naslanja na drugi del drugega galaksističnega odtočila ali galaksije, kjer pa živimo mi čisto sami. Se pravi, vsi imamo nekaj zunaj, vsi imamo nekaj znotraj. Naša telesa, materična telesa, so drugačna od vaših teles. In tisto, kar je tam zadaj, bom tako govoril, ko sem vam že opeval, naslikal in pričaral, se pravi, smo mi čisto sami. Vendar tudi mi bomo svoje dele posesali nazaj, tja čez, od tega svetega kraja ali graja k sebi nazaj. Vendar šele takrat, ko se boste vi zbudili in spojili z temi svetlimi deli, za svojo shrambo, za to svetlo energijo, za temi drugimi biti, ki so vaše osnove ali nekaj, kar ste vi čisto sami. Ko se boste spojili vi za to gmoto ali za to energijo, se boste vzignili masovno, se bo zapis vaše DNK spremenil, se boste prestrukturirali, nekako preurejali, to je nekaj, kar vam dejansko sledi. In šele takrat se prelijete v novo dimenzijo, v nastanek nečesa novega. Tam pa smo mi čisto sami, ki vas bomo sprejeli in dopustili, da lahko živite z nami. Zato, dragi moji, živite, kot živite do sedaj, vendar morda z iskrico upanja in zaupanja. Predvsem pa poskušajte razumeti in doumeti, da se vsi borijo za obstoj. Tisti, ki so v temi, ki so slepi, ki so zaprtih oči, ki dejansko želijo doumeti, kje ste in kam greste. Nikogar ne obsojamo, tudi tiste, ki so prelivali kri, jo prelivajo zaradi svoje zaslepljenosti ali neukosti. Vi, ki se budite, pa budite vzgled, budite jasen steber in razumite, da greste tja, kjer je za vas najlepši stvarni čas.
Jaz bi vam predlagal sedaj, da za nekaj minutk naredimo rahlega premora, potem pa bomo dejansko odgovarjali na vaše vprašanja in dejansko se bomo ponovno družili. Pozdrav!